Današnje regijsko srečanje je bilo namenjeno obeležitvi Dneva duševnega zdravja, ki je 10.10. vsako leto. In pri nas je zelo bila aktualna tema stiska in samomor pri otrocih in mladostnikih. Zato smo se odločili nekaj narediti na to temo. In sicer smo povabili predstavniki socialnih delavk na centrih za socialno delo, policijskih postaj, šolskih svetovalnih služb in pa tudi predavateljico iz Univerze na Primorskem, dr. Tino Podlogar, ki področje samomorilnosti zelo podrobno pozna. Namen srečanja je bilo, da nekako se v lokalnem okolju slišimo, da vidimo, kako posamezne službe delujejo, kaj lahko nudijo v takšnih stiskah pri otrocih in mladostnikih in da se medsebojno povežemo v še čim boljše delovanje za otroke in mladostnike. Ob tem pa smo seveda en veliki poudarek dali tudi, kako praviti razgovor z otrokom in mladostnikom, ki izraža samomorilne misli. Statistike glede samomorilnega vedenja kažejo v zadnjih 20-30 letih, da je ta trend v resnici samomorilno vedenje upada. To pomeni, da če smo nekje 20-30 let nazaj šteli okoli 20 samomorov mladostnikov vsako leto, je ta številka danes okoli 10 na leto. Seveda pa vemo, da je vsaka smrt zaradi samomora smrt preveč in si jo želimo preprečiti. Hkrati pa v bistvu raziskave, ki se pa osredotočajo na same stiske, na duševno zdravje mladostnikov, v zadnjih letih pravzaprav ne kažejo najbolj optimistične slike. Saj se ugotavlja, da se povečuje odstotek mladostnikov, ki izražajo simptome depresije, se povečuje odstotek mladostnikov, ki izražajo, da doživljajo stres. Po drugi strani mladostniki v manjši meri poročajo, da se lahko pogovarjajo s svojimi starši o težavah, o stvarih, ki so jim zares pomembne. Tako da pravzaprav stisk je zelo veliko, potrebe po obravnavi na vseh ravneh so velike. Stiske v duševnem zdravju naraščajo, tako kot med otroci, mladostniki kot med starejši. Posavje nič od tega ne odstopa, tako da o tem govoriti se mi zdi je fajn čim več, čim bolj, tudi zato, da se ta stigma glede duševnih stisk, motenj in bolezni razblinijo. Udeležba je res bila presenetljivo velika, kar pa nakazuje na to, da je tema aktualna. In da se bomo mogli na to temo še kdaj sestati, usesti in tudi razmisliti o tem, kako privabiti v regijo Posavje še več mrež pomoči, ker le-teh res zelo primanjkuje. Pogovarjali smo se tudi o tem, da je preventive premalo, da bi si želeli delati več tudi v tej smeri in kaj je tisto, kar želimo početi. Pravzaprav delati na destigmatizaciji težav v duševnem zdravju, na destigmatizaciji stisk, kajti samo na takšen način se bojo posamezniki, ko se znajdejo v stiskah, upali obrniti po pomoč. In to je tisto, kar si želimo doseči, da bi pomoč, ki je na voljo, vseeno lahko zagotavljali in na tak način potem stiske reševali. Zdaj, eno ključno sporočilo, ki ga želimo mladostnikom dajati, je to, da kadar so v stiski, res s tem naj ne ostanejo sami. Tudi recimo, če jim prijatelj zaupa neko stisko ali pa da razmišlja o samomoru, s tem naj ne ostanejo sami, ampak naj poiščejo pomoč odrasle osebe, strokovne osebe in naj res razširijo to mrežo pomoči. To nekako v tem ožjem smislu, ko je stiska že prisotna. Pa tudi sicer v širšem smislu je pa res pomembno delati na tem, da razvijamo svoje kompetence reševanja težav, da sploh v bistvu delamo na tem, da se znamo znajti, kadar je težko.